Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes smo se odpravili v Cerovec 31 in sicer na obisk k Veroniki Vrbnjak, dobitnici občinske plakete Franca Ksavra Meška in sicer za udejstvovanje na kulturnem področju. Veronika je v svojem življenju seveda počela še veliko več, kultura ni bila njena prioriteta, čeprav je kulturnica od glave do pet. Ampak je počela še marsikaj. Kaj nam bo seveda povedala danes v pogovoru. Najprej pa, Veronika, lepo pozdravljeni, seveda. Hvala za prisrčen sprejem v vašem domu. Torej je tukaj vaša rojstna hiša? Ja, tam poleg, bi rekla, tam kot je zdaj frizerski salon, tu sem se rodila. Šolo obiskovala pri Svetinjah in potem v Ormožu. Sicer pa je Cerovec lep kraj, nadmorska višina je 300 metrov, vidi se krasno Jeruzalem, Malek, Svetinje, na drugi strani Stanovno, Runeč. V večernem času pa, ko je razsvetljeno Pohorje oziroma smučišče, pa je lep pogled tudi tja. To je torej to, zakaj ste se pravzaprav vrnili potem iz Velenja v domači kraj, najbrž, ja? Vedno sem imela rada ta kraj. Nekako me je vleklo tudi potem, ko sem odšla od tu, smo potem si tu zgradili hišo in se vrnili nazaj. Ja, moram povedati, na proslavi, takrat, ko sem dobila priznanje, je bilo nekaj nejasnosti oziroma ni bilo prav povedano. Po končani osnovni šoli oziroma srednji šoli, tako je bilo rečeno, sem se odpravila v Velenje, ker sem dobila službo, vendar ni bilo tako. Jaz sem najprej šla v Ljutomer, v tekstilno tovarno, tam se mi je zgodila ena nesreča. Zgubila sem oko in to je bilo res za dekle 18 let staro en strašen šok, ne. Dolgo se nisem našla, ampak morala sem se sprijazniti s tem in živeti s tem naprej. Ja, obiskovala sem glasbeno šolo v Ljutomeru, tam sem tudi pri pevskem zboru sodelovala, vendar me je potem po rojstvu 2 otrok pot odnesla v Velenje, ker sem dobila službo v vrtcu. Mož je bil na Rudniku zaposlen, otroka sta bila v vrtcu, potem v osnovni šoli tam. Ja, tam sem potem obiskovala v Celju šolo za pomočnika vzgojiteljice, ker sem potem tudi v vrtcu v Velenju ostala zaposlena. Kar nekaj let, oziroma precej let. Tu še imam nekaj fotografij. Iz časa vrtca? Ja, iz časa vrtca. Ko ste bili torej pomočnica vzgojiteljice. Tako. No in koliko let ste potem pravzaprav živeli v Velenju? Ja, od 1975 pa do 2003 leta. Torej, to je bilo kar nekaj let. Otroka sta potem v Velenju obiskovala osnovno šolo? Osnovno šolo v Velenju, Nives je potem šla v frizersko, Laura pa je končala socialno delo v Ljubljani. Diplomirana socialna delavka. No, tudi v Velenju torej ste bili aktivni že na področju kulture. Kaj vse se je tam dogajalo? Mlada Veronika, kako je potem zašla v kulturne vode? Ja, v prvi vrsti je mi to dal vrtec, ne. Tam je prepevanja bilo, plesa, zabave. Moram povedati, tam se je začela Pika Nogavička v mojem času. Takrat, no zdaj je to preraslo v vseslovensko prireditev. Takrat smo imeli v parku pod bazenom prvo prireditev, potem se je to preselilo pred kulturni dom in zdaj je to pri jezeru. Zelo rada bi si to enkrat pogledala, ker to zna biti zdaj kar zanimivo. Še imate kaj prijateljev tam? Zelo. Sodelavk zelo kakšnih? Veliko prihajajo k meni, hodim jaz tja. Ja, ostali smo
res dobri prijatelji in včasih mi pa kar pride kakšna solza na oči, ker so bili lepi časi. Kljub temu, da je bilo naporno delo, ampak bili so to res lepi časi, ko smo se izredno dobro razumeli v službi. Ja, prijatelji smo ostali še dan danes. No, izmed vaših lastnosti, ki sem jih prebrala tam na podelitvi priznanj, je bilo tudi, da ste dobra organizatorica, da koordinirate zadeve, da veste, kako se spraviti zraven. Ste to lastnost uporabili tudi že v Velenju? Ja, mislim, da mi je to nekako dano. Dano, to mora ti biti dano, ne. To, mogoče se malo lahko pridobiš to, z leti bolj izkušen postaneš, ampak nekako mi je to bilo kar, organizatorka pa sem bila vedno, ja. Torej znotraj vrtca ali tudi drugače v kakšnih kulturnih društvih v Velenju? Ja, tam sem bila tudi v pevskem zboru sodelovala, pri kakih dramskih skupini, ampak tam nisem bila v vlogi koordinatorke, tam sem bila sodelovala, ne. Ampak ko sem se preselila nazaj, pa mi je bilo to pač. No, seveda nam je predvsem zanimiv del, ko ste prišli nazaj v domači kraj, torej to je bilo leta 2003. Kaj se je pravzaprav zgodilo najprej, ko ste prišli domov? Recimo, hišo ste si verjetno porihtali? Ja, nekako mi je tu postalo dolgčas po tistem dogajanju, ko je bilo v Velenju. In potem sem začela razmišljati, da pač nekam se moram vključiti, ne. Prvo je bilo društvo upokojencev, potem in nato pa sva s sosedo premlevale, kaj še več. Ja, smo prišle do zaključka, da bi pač bilo možno ustanoviti pevski zbor. No, kdo je ta soseda? Mimica Feguš. Aha. In potem sva se midve dogovorila, jaz sem imela avto, sem vozila, ona pa je več ljudi poznala tu okrog. In smo rekle, bova šle od hiše do hiše. Pravzaprav sva nekako vedele, pri kateri hiši se poje, ne. In potem sva šle in dobile kar nekaj pevcev. Mislim, da nas je bilo na začetku nekje 16. In tako sem poklicala Čurinovo, Alenko. Ona mi je pristala na to, da bo vodila zbor. Ker pa se ji stanje poslabšalo oziroma zaradi bolezni pač ni mogla, je 1 leto ostala pri nas, potem mi je rekla, da naj se podam do Jožeta Barinturice in seveda sva navezala stik in potem je nas on prevzel. Ja, to je bilo obdobje, ko je nekako lažje bilo v kulturi, tudi sredstev je bilo več. Lažje je bilo dobiti nekje kakšnega sponzorja, danes pa je pač malo že to zakomplicirano bolj. No, povejte nam, kako pa so vas domačini sprejeli, ko ste prišli potem z Velenja? Ja, jaz sem tako domačinka že, ne. No, vseeno, nekaj časa vas res ni bilo, ne? Smo se kar dobro ujeli. Veseli so bili, da sem pač prišla do ideje, da zbor ustanovim. Bila sem tudi podpredsednica društva upokojencev, tako da sem imela širok krog ljudi okrog sebe, ja. To je potem takrat že takoj ob ustanovitvi bil mešani pevski zbor? Društva upokojencev Ivanjkovci. Ja, tako je, ja. Tako se mu je že. Ja. No, potem pa vidimo, tukaj imate že kar nekaj obletnic. Kako so zadeve potekale potem? Vaje so se začele, kje ste imeli vaje? Vaje smo imeli v šoli, potem v krajevni skupnosti, v prostorih krajevne skupnosti. Ja, vaje so bile kar naporne. Jože je bil pedanten človek, ne. On je želel imeti tisto kvaliteto in seveda smo mu morali slediti, ne. Hočeš, nočeš. Tako pač je. Pri petju, če želiš biti dober, moraš se truditi, moraš hoditi na vaje redno in mi smo bili kar pridni, no. Ta prvi zbor je bil kar uspešen, no, moram reči. Prej je bil predsednik Ciril Bohinec, no, potem po njegovi smrti pa sem prevzela to vlogo jaz in potem seveda
vsa organizacija je bila na meni, ne. In to mi je kar nekako uspevalo, kot sem rekla, potrebno je bilo obleči pevce, potrebno je bilo, ko smo šli na kakšne nastope, dobiti avtobus, nekje dobiti sredstva, da smo vse lahko to poplačali. Ni bilo lahko, no, ampak pravim, da so bili takrat bolj prijazni časi za kulturo. Veliko smo hodili na nastope, vaje smo imeli enkrat na teden po 2 uri, ampak to ne šolski uri, 2 celi uri. Jože je vztrajal, da pač smo nekako je mislim, ni se želel izpostaviti pri zboru, ki ni dal vse od sebe, ne. Želel je resnično tisto kvaliteto in to mu je uspevalo. Seveda moram reči, da smo takrat bili tudi 15 let mlajši in je to bilo vse lažje, ne. Danes smo vsi starejši, okrog 70 let, stari 65, 70 in tu več glasovi niso takšni, kot bi morali biti, ne. Jože Barinturica pa še ostaja. Ja, on še vedno z nami. Kljub temu, da smo potem se nekako, je veliko pevcev odšlo, prišli so novi, ampak ni več to tista kvaliteta, kot bi si jo želeli. Tisti zanos najbrž, ja, ne? tako tudi to, ja. Tudi. No, zanimivo bi bilo res, kot ste povedali uvodoma, sta z Mimico Fegušovo hodile okrog za pevci. Se spominjate mogoče tistega prvega srečanja, prvih vaj? Ja, Kako je to prve bilo? vaje so bile bolj tako informativne, ne. Malo pogovora, malo kaj bi pravzaprav želeli, ne. Takrat še je bila Alenka Čurin. Malo smeha, nismo vedeli, kaj nas čaka v bistvu, ne. To je bilo tako, no, jaz, ko sem že bila pri 2 zborih prej, mi ni bilo to tako tuje. Marsikomu pa ja. No, bilo je prijetno. Alenka je prijetna ženska, sproščena ženska in ni nas bilo tako, mislim, nismo bili zakrčeni, ni nas bilo strah. Tako da smo začeli, ja, z lažjimi pesmimi najprej, potem pa so se vrstile kar zahtevne pesmi, za kar je poskrbel Jože. In kje vse ste nastopali v teku let? Recimo, na kateri svoj nastop ste najbolj ponosni? Vem, da ste vi kar pripravljali različne nastope, vsepovsod po Sloveniji. Ogromno je bilo teh nastopov, ogromno. Ja, bilo je, mislim, da nekje sem si to zapisala, mislim, da je 153 nastopov in 75 pesmi smo pripravili. Aha, to sem vas še mislila vprašati, katera pesem pa je bila prva, ki ste jo navadili? To pa ne bi vedela. To pa ne bi vedela. Morala bi pogledati nazaj, ker imam to vse shranjeno. Aha, zdaj, je evidentirano ja, vse. Ja, vse imam to. No, pravite Vseh 153 nastopov v teku vseh teh let. No, recimo, kateri nastop pa vam je bil, se vam je zdel najbolj pomemben, recimo, ki vam je najbolj dal motivacije pravzaprav za delo naprej? Pravzaprav je to bilo več nastopov. Mogoče je ta nastop v Ljubljani, ker smo peli na otvoritveni slovesnosti na festivalu za 3. življenjsko obdobje. Takrat smo imeli, mislim, da 12 pesmi ali koliko. Bili so zelo pomembni kulturniki iz Evrope. Vodila oziroma povezovala je Ida Baš. Ampak tam smo nastopali res edini. No, kako ste prišli zraven pravzaprav? Ja, to so moje ideje. A to so vaše veze, vezice? Niti ne tako veze, koliko sem bila nekako prodorna. Aha. Želela sem si nekaj več in vedno sem iskala, kam se bi dalo priti, ne. No, povejte nam malo, kako se da priti nekam. Ja, tudi peljala sem se dostikrat v Ljubljano in iskala, pravzaprav sem bila takrat v Komisiji za kulturo. Komisiji za kulturo in sem napisala vlogo, prošnjo in takrat smo bili izbrani, ne.
tudi sama sem pomagala pripravljati takšne prireditve in tu je že mogoče res malo neke veze, no. Ja, ja. Potem sem pripravila v Ivenkovcih eno tako dobro, takrat koncert iz naših krajev se je imenovala ta prireditev, sem povabila iz Ljubljane, iz RTV-ja, so prišli k nam. Dolinar je bil takrat povezovalec, pa iz Mariborskega radia smo imeli, pa kaj pa vem, ogromno je tega bilo, no, ogromno. No, od vas bi se recimo dalo naučiti, ne, marsikaj, tudi to, da ne smeš samo sedeti doma, ne, da moraš malo iti v svet in potrkati na kakšna vrata in sploh opozoriti nase. Ja, itak. Ja. To je prvo, kar je potrebno, domov ne bo nobeden prišel, ne, to je definitivno res. Moraš potrkati na marsikatera vrata in če si uspešen, si potem tudi dobiš elan za še kaj več, ne. Seveda. Ja. No, to pomeni, ta nastop vam je torej ostal v spominu, ponosni ste nanj, gotovo je bilo še kaj takšnega? Ja, dvakrat smo še peli potem tudi v Cankarjevem domu, enkrat na odprtem odru, enkrat smo bili izbrani za boljši zbor v Sloveniji, eden od 6 zborov. Ja, tisto je tudi mi ostalo v lepem spominu. Potem smo bili tudi v Lendavi eno leto med najboljšimi zbori v Sloveniji. Tako da smo, ja, ponosni lahko na naše nastope, na našo dejavnost, na naše pevce. Bila pa sem izredno vesela, oziroma ali je to zdaj moja zasluga ali vseh nas, da smo nekako bili vedno povezani, nikoli ni prišlo do konfliktov. Moraš vedno stopiti korak nazaj, ko vidiš, da se približa kakšen vihar, je potrebno stopiti korak nazaj in potem se to vse umiri in to mi je definitivno uspevalo, no. In sem vesela, resnično vesela, da sem vseh teh 15 let bila deležna tega zadovoljstva. To pomeni, ste tudi prijatelji vsi člani med seboj, se radi tudi družite drugače. Ja. No in koliko vas je recimo članov trenutno? Zdaj nas je 13. V vseh teh letih smo dvakrat na leto imeli druženje ob rojstnem dnevu. Tako smo si nekako razdelili prvo polovico pa drugo polovico in smo potem zbirali denar in rojstne dneve praznovali nekje zunaj. Eno leto smo celo bili, oziroma večkrat tukaj pri meni, v Cerovcu, drugače pa smo šli po raznih krajih in smo si izbrali neke točke, kjer smo se lahko poveselili. Vaje še redno potekajo? Ja, seveda. Vaje imamo ob torkih, 2 uri trajajo zvečer, v večernih urah, v prostorih krajevne skupnosti v Ivenkovcih. Ja, to mora biti, ne, drugače ne gre, ne. No in kakšen nastop bo naslednji? Občni zbor Društva upokojencev, to je v marcu, potem imamo v maju revijo pevskih zborov v Ormožu. To smo se vsako leto udeležili, nobeno leto nismo izpustili te revije. Potem so še, vsako leto gremo na revijo na Vurberk, Podravska regija pripravlja svojo revijo in tu smo mi stalni. In še kakšni prazniki najbrž vmes? Tudi to, ob krajevnem prazniku, potem martinovanje, potem zaključek leta, pa jesenski čas, najlepši čas, pa zdaj na novo je srečanje kulturnikov v Društvu upokojencev, na medobčinski zvezi Društva upokojencev. Ja, tu smo vse posod zraven, pa še. Se kar dogaja. Ja, dogaja se. Potem božične koncerte pripravljamo, smo tudi imeli božični koncert v Murski Soboti, božični koncert 2-krat na Svetinjah. Ja, smo aktivni, smo pridni
ne spustimo ničesar. Ja, samo za čestitati vam je, ne? Pravzaprav niti vedeli nismo, kakšne so razsežnosti vaše dejavnosti pevske. No, kaj pa sicer recimo počnete? Razen, da hodite na vaje, da skrbite za nastope, za organizacijo. No, moram še povedati, tukaj nas je recimo v Ljubljani, ko smo bili, tu imam fotografijo, eno nekje, slikala takratna ministrica za kulturo, gospa Širca. Ravno smo se namerili na njo, s kolesom se pripeljala in smo jo prosili, da nas je slikala. No, to je bila ena taka anekdotica. Tako. Sicer pa če smo še pri izboru, smo imeli intenzivne vaje v Rogaški Slatini, intenzivne vaje na večjih krajih, tudi na večjih krajih smo imeli intenzivne vaje. Vzeli smo si po 2 dni dopusta, če tako rečem, intenzivnega dopusta, nismo lenarili, smo delali fejst, tako da smo se vedno lahko pripravljali na pomembne nastope in to je bilo za nas ena sprostitev, obenem pa tudi delo, večurno delo. Ja, vsi člani ste ponavadi tudi zelo lepo oblečeni. Kdo pa skrbi za styling? Vedno imate kakšne posebne, take lepe, enotne obleke, uniforme? Tokrat nimamo, imeli pa smo, se pravi, jaz sem imela možnost spoznati ljudi, ki so sponzorirali, ki so mi vsako leto nakazali po 2000 evrov, to je bilo nekoč, danes ni več tega. In s tem denarjem smo potem tudi oblekli pevce. Danes smo pa bolj tako, ker je veliko novih pevcev, nimamo sredstev, da bi se zdaj enotno oblekli, ampak smo pač v belih bluzah, črna krila ali pa hlače. Delamo pa na tem, da bi si nekaj enotnega kupili. Vaš mož je tudi zraven? Tudi, ja. Tudi. In kako on podpira, kako gleda na te vaše aktivnosti? Ja, on tudi rad poje, sicer mi prepusti vse drugo, prepusti meni, on je kot pevec, glavno. Fino, vas podpira najbrž, je ponosen na vas. Ja, ker pač rad poje, je potem to logično, da. No, vi ste bili tudi svoj čas svetnica v občinskem svetu občine Ormož, kako se spominjate tega obdobja? Ja, to je ena izkušnja. Izkušnja, ampak to ni delo za mene. No, jaz sem pač drugi tip človeka, tako da, ja, bilo mi je prijetno, ampak rajši delam kaj drugo. Rajše kultura in take stvari kot politika. Ja, imam še tudi nekaj političnih zadev, ampak mi bolj leži to. Kakšni so vaši načrti? Verjetno vam jih ne manjka, glede na to, kako zagreto delujete danes tukaj, kako z veseljem pripovedujete o pevskem zboru. Rada bi še pač, da bi nekaj časa ostali skupaj, čeprav glasovi niso več tako dobri, kot so bili včasih, pa tudi po glasovih nismo več, nimamo zadostno število pevcev. Če nam bo uspelo, je v redu, če ne, bom se pa podala kam drugam. No, kaj recimo bi še želeli početi? Ja, v kakšni drugi zbor. Aha, kje je kakšen takšen v okolici recimo? Ja, no, ja, v Ormožu ga ni. V Ormožu ga nimamo. Ne vem, bom Velika nedelja razmislila. mogoče, Bom ali pa razmislila, Središče ob Dravi. Ampak upam, da bomo ostali skupaj, no. Ja. Ja. Pevski zbor Društva upokojencev Ivanjkovci je tradicija, ne? Težko bi bilo brez vas na sceni. Ja. Kaj pa vam pomeni priznanje, ki ste ga dobili od občine Ormož, plaketo Franca Savrameška? To mi pomeni zelo veliko.
Zelo veliko hvaležna sem predlagatelju, turistično-kulturnemu društvu. No, po tolikih letih sem vesela, da so zaznali, da je v meni pač nekaj, da sem nekaj prispevala, nekaj dala za svoj kraj, za svojo okolico, za svojo občino. In ja, zdaj moram reči, da moram še nekaj narediti, ne, ker to zdaj ni konec. To je obveznost, ne? Tako, počasi sem razmišljala, da bi nekaj stvari dala v stran, vendar pri športu bom nadaljevala še verjetno nekaj časa, sodelovala sem dosti s šolo, tudi na medgeneracijski zasnovi. Bili smo tudi večkrat v šoli, tudi jaz na podaljšanem bivanju, pri igri otrok. Potem sem tudi spremljala otroke, ker imajo projekt En teden brez avtobusa in vodimo otroke v šolo. Pri meni se zberejo tu v Cerovcu, potem jih odpeljem v šolo, pa grem po nje. To je tudi ena tako prispevek, ne, k kraju, k šoli. Pa seveda šport, kegljamo. Vsako leto peljem upokojence na morje, v Delfin. To je vse vaša organizacija. Tako. To pomeni, da je res, ste zelo aktivni in vsekakor ste si zaslužili plaketo, ne? Fino, vidim vas, kegljačev vas je kar nekaj, kako pa ti treningi potekajo? Ja, ti treningi potekajo tudi enkrat na teden, potem so tekme 2 meseca, gremo vsakokrat v drugi kraj na tekmo. Radi se družimo in tu sem tudi vodja kegljaške sekcije. Ja, dosegamo pa rezultate takšne, pač nekje Se to sploh ni važno. Tako, ja, nekje nismo najslabši, pa najboljši tudi ne. Zadovoljni smo s tem, kar pač. No, vsaj mi, ki nekako smo tudi zraven z našo kamero, vse povsod, ne? Ste tudi vi vse povsod, tako da je res velja, da ste zelo aktivni. Veronika, želimo vam še veliko energije, da boste še postorili vse, kar ste si zadali, ali pa vse nadaljevali, vse to. Čestitke še enkrat za plaketo, sploh pa še enkrat hvala lepa, da ste nas tako lepo in prijazno sprejeli v vašem domu. Hvala lepa tudi vam. Kaj naj rečem, trudila se bom naprej. Rada bi, da bi se ljudje bolj povezovali. Da bi našli v človeku le tisto, kar je dobro. Da bi čuvali našo naravo, prelepo Slovenijo, kajti če ne bomo čuvali narave, tudi nas ne bo več. Hvala. Hvala. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljamo vas iz Cerovca, iz hiše naše gostje, oziroma mi smo gosti bili pri vas, pri Veroniki Vrbnjak. Bodite z nami tudi čez teden dni, ko pa se odpravljamo v šiviljski studij Andi v Ormožu in bomo malo poklepetali z lastnikom Andrejem Zajškom. Tudi on je zanimiva oseba v Ormožu in verjamem, da bo marsikaj imel povedati. Hvala za pozornost danes in srečno do prihodnjič. Prelepi